V večini primerov je doslej v avtomobilski industriji veljalo, da če si želiš uspeha z avtomobilom v Evropi, mora biti ta razvit in izdelan v njej. Redke so bile uspešne izjeme in zdaj ravno na to stavijo pri Volkswagenu. Oblikovno prinaša drugačnost, kupejevska streha pa bo privabila tudi tiste kupce, ki jih prej mika športna kot klasična oblika avtomobila. Če ste že sedeli v novem Polu, vam je notranjost popolnoma znana. Če niste, vam zna biti všeč. Digitalni instrumenti prikazujejo vse, kar potrebujete za varno vožnjo. Brezžična povezava pa omogoča povezavo z vašim telefonom. In kar je najpomembneje, navkljub digitalizaciji, Taigo ponuja kar nekaj klasičnih gumbov, tistih, za katere trdimo, da bi morali biti prav v vsakem avtomobilu. Taigo ni velikan, saj le malenkostno večji od T-Crossa in tudi T-Rocka, a to le zaradi večjih karoserijskih previsov. A večji prostornosti vsekakor ne gre gledati v zobe. Še posebej ne čisto zadaj, kjer v prtljažniku ponuja spodobnih 455 litrov prtljažne prostornine. Če zložimo naslonjala zadnjih sedežev, pa dobimo dobrih 1200 litrov. Volkswagen v segmentu malih avtomobilov ponuja zgolj bencinske agregate, pa še tu je mogoče izbirati le med dvema motorjama. Litrskim trivaljnikom, ki je na voljo z dvema močema, in 1,5 litrskim štirivaljnikom. V testnem Taigu je za pogon skrbel močnejši litrski motor, ki z 81 kW poskrbi za spodobno vožnjo, brez pozitivnih presežkov, a tudi brez zamer. Pri običajni vožnji bo za 100 prevoženih kilometrov porabil 7 do 8 litrov bencina, pri umirjeni pa bo dovolj že nekaj več kot 5 litrov. Volkswagen Taigo v Evropo prinaša drugačnost, ki je od umirjenih Nemcev doslej nismo bili vajeni. Če se bo poteza izkazala za uspešno, bo sicer pokazal čas. A v avtomobilskem svetu, kjer je združevanje avtomobilskih znamk postalo nekaj vsakdanjega in so si posledično avtomobili vedno bolj podobni, je Taigo prijetna osvežitev. Ali pa, če želite, zanimiva drugačnost.